V rubriki Glas ljudstva pa tokrat odgovarjamo na vprašanje gospoda Matevža, ki ga zanima, zakaj ima Marcel Štefančič stol z naslonjalom, če se pa nikoli ne nasloni. Ja, ker mi o Štefančiču vemo približno toliko kot tednik Demokracija, kar pomeni čisto vse, ampak so v glavnem laži, smo se tokrat za razliko od njih odločili za bolj direkten pristop in za odgovor prosili kar njega. Dragi Matevž, odgovarjati Marcel Š. Spoštovana gospa urednica, spoštovani voditelji, vsi ostali, predvsem pa Matevž, ti, ki si postavil vprašanje, ki sem mislil, da si ga v bistvu sploh nisi. Ker je tvoje vprašanje že v štartu zgrajeno na dveh napačnih predpostavkah. Prva, da se jaz nikoli ne naslonim stol, kar pazi, zdaj preprosto ni res. Takole pridem vsak ponedeljek pred oddajo, doma zberem misli, da si malo nafilna baterije, ker pol med oddajo moram biti dejansko fokusiran na špiče kot Kubrickov kader. Precizen, da dejansko z gosta potegnem točno tisto, kar hočem, da reče, pa če to hoče ali pa ne. Ker novinarstvo ni kava z mlekom, je interrogacija, je Guantanamo Bay z boljšo osvetlitvijo. Ja, ampak v bistvu dobrega pogovora je to, da gost in novinar dejansko drugega poslušata, ne. Objektivnost je valjda pomembna, ne. To je normalno, ampak to ni matematika, to je art, ne. Glej, lahko dejansko na napakah gradiš. Ja, ampak zato moraš govoriti hiter, veliko, efektivno. Kapitalizem ne se navadil, da je čez denar informacija pa valuta. In ker živimo v let kapitalizmu, rabaš veliko besed, manj časa, s čim več vekta, učinkovitost je oblika, forma je iluzija, iluzija je forma. Ampak, ker se pa takole naslonim, se pa dejansko vprašam, kva ti tega treba, Štefančič. Sam pa se pa dvigne, pa nisem več Štefančič. Zdaj sem dejansko Marcel. Štefančič. Marcel, okej, štekajte zdaj. Zdaj, zlobni jeziki bojo seveda rekli, da v studiu lezem na rob stola samo zato, ker ne vidim na trotel bober in zato lezem zmer bolj proti kameri. Ampak to ni res. Pravi razlog sem ti povedal glih kar ne. Ker če hočeš kot novinar ostati oster, ostati na robu, imaš samo dve možnosti. Ali živiš na robu ali pa sediš na robu. Jaz sem se odločil dejansko za sedenje. Ja, okej, ampak vem, kva boš rekel, Matevž, zakaj nimaš enega stola za ležati, pa enega za sedeti. Dragi Matevž, dobrodošel v RTV realnost, kjer je večja verjetnost, da dobiš dejansko nagrado za življenjsko delo, kot pa da dobiš dva stola. Ja, ampak pazi, to je v bistvu tvoja druga napačna predpostavka. Ker si pozabil na osnovno fizikalno dejstvo. Če hočeš dejansko sedeti na robu, rabaš na drugi strani nekaj, kar te drži po konci. Protipol, kontrapol, ravnotežje. Zato to ni naslonjalo, to je utež. Prebarvana, preprosta iluzija, ker sodobna televizija je manipulacija z realnostjo. Reality TV brez realitija dejansko. In v tem svetu ne smeš dejansko verjeti vsemu, kar vidiš. No, razen tega posnetka, ker ta je 100% originalen. Ampak pa jaz nisem Marcel Štefančič, se vidimo naslednji teden na istem kanalu, na istem stolu, na istem robu, živo.